Zasedanje generalne skupščine, Chavezovi posli, Sara iz Dujine, konec sveta, izredne razmere in vojska na ozemlju ZDA, načrt za ukinjanje revnih in sodobni pirati. Iz ljubljanskega studia 142, takle imamo! Pozdravljeni! V Združenih narodih se počasi kažejo obrisi novega večpolarnega sveta. Brazilski predsednik je napadel nadnacionalne finančne ustanove, ki niso naredile nič, da bi omejile špekulativno anarhijo. Generalni sekretar je pozval k demokratizaciji delovanja Združenih narodov, še posebej pa Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada, ki sta pod popolnim nadzorom ZDA in Zahodne Evrope. Evo Morales je ponovno obtožil ZDA vmešavanja v notranje zadeve s podporo separatističnim pokrajinam in bogati belski eliti. Zahteval je konec imperializma in kolonializma, saj socialni mir pod sedanjo obliko kapitalizma ni možen. El señor Bush, presidente de Estados Unidos, me manda un mensaje, dice... President Bush sent me a message me dice textualmente, and told me, and I quote, si no soy amigo, soy enemigo. If I'm not a No friend, importa I que am me an tilden enemy. enemigo. Celo Nicolas Sarkozy je predlagal obnovo kapitalizma na drugačnih etičnih temeljih in spoštovanju dela, ker lahko le takšen služi prebivalstvu, ne le finančnim špekulantom. Ideja o vsemogočnem in samouravnavajočem trgu, ki ne potrebuje nadzora, je po besedah francoskega predsednika nora. Ekonomija ni džungla, kjer vlada zakon močnejšega, delovati mora v korist vseh. Predsednik Bush je v 15-minutnem govoru omenil terorizem 30-krat. Latinske Amerike ni omenil, Iran je še vedno na osi zla. Iranski predsednik Ahmadinejad bi se z novim predsednikom ZDA pogajal in imel z ZDA prijateljske odnose, ostro je obsodil cionizem in še enkrat ponovil tezo o izbrisu Izraela. Za razliko od prvič, tokrat prevod in interpretacija nista več vprašljiva. Po Ahmadinejadu bo Izrael izginil enako kot apartheid v Južni Afriki in Sovjetska zveza, torej z možnostjo demokratičnega odločanja prebivalstva. V kasnejšem intervjuju pa je izjavil, da bi Iran sprejel in spoštoval odločitev Palestincev o sobivanju z Izraelom. Hkrati je pozval k koncu okupacije Iraka in Afganistana, ki sta povzročili krepitev terorizma in povečanje proizvodnje mamil, za prebivalstvo pa le trpljenje ali celo smrt. Ahmadinejad je še enkrat ponovil, da Iran ne namerava razviti jedrske bombe. Dejavnosti njihovega atomskega programa so pod nadzorom Mednarodne agencije za jedrsko energijo in v skladu s sporazumom o neširjenju jedrskega orožja, kjer je zapisana pravica do bogatenja urana za civilno uporabo. Iran pristaja na pogajanja, vendar se nelegalnim zahtevam ne bo pokoril. Why do you think they don't want to talk to you? Why do you think Bush, McCain, Obama, why don't they want to talk to you? You should ask that from them, don't ask me. Well, you're regarded as... We are for talks and dialogues. Chavez, ki si je lani zaslužil stoječe ovacije z izjavami o Bushu in žveplu, se zasedanja generalne skupščine ni udeležil. V tem času je raje sklepal milijardne posle na Kitajskem, Rusiji, Franciji in Portugalskem. Z Rusi se je dogovoril za poglobitev vojaškega sodelovanja, nakup jedrske tehnologije, širitev energetskega sodelovanja in ustanovitev skupne banke. Od Portugalcev je kupil 1 milijon prenosnih računalnikov za osnovnošolce, 50 tisoč prefabriciranih bivalnih enot in se dogovoril za sodelovanje pri črpanju zemeljskega plina. Sarah Palin, republikanska kandidatka za podpredsednico ZDA, je v tem času širila poznavanje zunanje politike. Srečala se je s Henryjem Kissingerjem, novim predsednikom Pakistana, predsednikom Kabula Hamidom Karzajem, s kolumbijskim predsednikom Uribejem in izraelskim predsednikom Šimonom Perezom. Temu je v srečanju dejala, da je velika prijateljica Izraela in da je edina zastava, ki jo ima v guvernerskem uradu, izraelska. Paragvajski predsednik Fernando Lugo se s podpredsedniško kandidatko ni hotel srečati. Drugače ima Hokej Mom oziroma Pitbull šminko vse večje probleme tudi s konzervativnimi komentatorji, ki so ji zaradi slabih nastopov čedalje manj naklonjeni. Še vsak izmed njenih 3 intervjujev se je sprevrgal v blamažo. The people pushing this deal are the very same ones who were responsible for the implosion on Wall Street. They were fraudulent then, and they're fraudulent now. We should say no to this deal
I asked my colleagues to join us at 2 o'clock in HC8 of the Capitol to meet with some real experts who've done financial resolutions without putting the burden on the taxpayer. Please join us HC8 at 2 p.m. Time of the gentlewoman has expired. Ker je ameriški kongres zavrnil javnofinančni paket pomoči Wall Streetu, ga voditelji razvitih ekonomij pozivajo k ponovnem premisleku. Brazilski predsednik Lula je obtožil Zahod in ZDA finančne neodgovornosti, ki bo ogrozila tudi države v razvoju. V javnosti je prišla že malce starejša izjava tiskovnega predstavnika Ministrstva za finance, ki je na vprašanje, kako so prišli do cene $700 milijard, odgovoril. Ocena ne temelji na nobenem konkretnem podatku, hoteli smo izbrati le za res veliko številko. Konec citata. Burno se je odzvala tako javnost kot kongresniki. Prvi so zaradi nestrinjanja z odkupom terjatev napisali rekordno število pisem svojim predstavnikom. Drugi so bili ogorčeni nad postopkom sprejemanja zakonodaje, ki bi omogočila pomoč še včeraj najbolj lukrativnemu delu gospodarstva. Ameriška centralna banka v zadnjem času trg preplavlja z denarjem. Skupna količina se je samo v zadnjih 2 tednih povečala za 7,6%, kar bi ob konstantnem tempu pomenilo kar 680% povečanje na letni ravni. Minuli teden se je dnevno posojanje denarja komercialnim bankam povečalo iz že prej rekordnih 48 na kar $188 milijard. The $700 billion bailout for Wall Street is being driven by fear, not fact. This is too much money in too short a time going to too few people while too many questions remain unanswered. Why aren't we having hearings on the plan we just received? Why aren't we questioning the underlying premise of the need for a bailout with taxpayers' money? Why have we not even considered any alternatives other than to give $700 billion to Wall Street? Why aren't we asking Wall Street to clean up its own mess? Why aren't we passing new laws to stop the speculation which triggered this? Why aren't we putting up new regulatory structures to protect the investors? How do we even value the $700 billion in toxic assets? Why aren't we directly helping homeowners with their debt burden? Why aren't we helping American families faced with bankruptcy? Why aren't we reducing debts for Main Street instead of Wall Street? Isn't it time for fundamental change in our debt-based monetary system so we can free ourselves from the manipulation of by the Federal Reserve and the banks? Is this the United States Congress or the Board of Directors of Goldman Sachs? S 1. oktobrom bo prvič na ameriških tleh delovala vojaška enota v velikosti brigade, katere namen bo pomoč pri nemirih in nadzoru množic, epidemijah ter nesrečah z velikim številom žrtev. Skratka, enota je zadolžena za situacije, ki so bile do sedaj dodeljene policiji, nacionalni gardi in obalni straži. Več kot 100 let od konca državljanske vojne naprej je bila uporaba vojske na domačih tleh strogo prepovedana. Edina izjema so bile velike naravne katastrofe. Po hurikanu Katrina je Bush izsilil ukinitev glavnih členov. Funkciji predsednika pa omogočil uporabo vojske na domačih tleh in uvedbo izrednih razmer po lastni presoji. Republikanec v predstavniškem domu Louisiane John LaBruco je zelo zaskrbljen zaradi večanja obsega socialne podpore in nižanja davčnih prilivov. Politik vidi možnost za zmanjšanje odhodkov in povišanju prihodkov v spremenjeni socialni strukturi prebivalstva. To bi izvedel tako, da bi revnim ženskam, katerih edini vir prihodkov je socialna podpora, ponudil prostovoljno sterilizacijo, za katero bi bile nagrajene s $1000. Po njegovem veliko ljudi noče več delati, hkrati pa hoče imeti veliko otrok. Podoben sterilizacijski zakon bi uvedel tudi za socialno šibke moške, dobro stoječim družinam pa bi ponudil paket davčnih olajšav, če se njihovi otroci šolajo na zasebnih šolah. Somalijski pirati so ugrabili ukrajinsko ladjo, ki je plula pod belizejsko zastavo. Na ladji je 30 tankov T-72, raketometi, protiletalski mitraljezi in strelivo. Uradno je bila pošiljka namenjena kenijski vojski. Pirati so na začetku zahtevali $35 milijonov odkupnine, sedaj so se pripravljeni pogajati tudi za manjše zneske. Ladja je zasidrana pred somalijsko obalo in je obkoljena z ameriškimi vojaškimi ladjami. Na območje prihaja tudi ruska fregata Neustrašni, ki bo patruljirala v vodah, v katerih kraljujejo pirati. Po izjavah ameriškega predstavnika 5. flote naj bi bilo orožje namenjeno upornikom na jugu Sudana in ne Keniji. Če to drži, bo zadeva precej neprijetna za ukrajinsko oblast, saj je že vpletena v podobne tajne dobave orožja.
Na območju Afriškega roga je bilo v zadnjem času ugrabljenih 14 ladij z več kot 300 ljudmi na krovu. Iz ljubljanskega studia 142 takle imamo.